pride oni pač prva meritev krvi in čez 15 minut nazaj priletijo z vsemi aparati gor dol, pa je. Gospod, ste v redu? Ja, v redu, v nas zdravnica rekla, v redu, pa mame nove bolijo, ženstvo, ok, bo bilo. Jo, gospod, to pa ne mogoče, še enkrat cukr pomerijo. 54 ali 55 sem cukra imel. Normalno je pa od 3 do 6, recimo. In potem, hvala Bogu, da je tam bila na 30 km pičevalnica in sem pograbil vodo, pa čokolade si nabasal noter, polno čokolade, ki so imeli in počas hodil, 5 km sem mogel hoditi, da sem tisto pojedel, da je sladko se dvignil, da sem lahko spet začel lavati, res. Vse vedel sem, da ne bom skupadal, ampak feeling je bil res glup. Glava je bila pripravljena, sladkor pa je bil pa prenizek, da bi jaz lahko laval. Jaz med tekom ful razmišljam, telo poslušam, svoje telo poslušam. Vsako mišico čutim, ko lavam, te me malo boli, pazi, kako stopaš pa te zadeve. Dejansko, še posebej, ker sem sladkorček, poleg ostalih zadev, glede cukra, še tole poslušam. Tiste zemljevide dolg, mislim, 1,20 m je bil dolg. Zlepljen skupaj vseh kosov je še dejansko rekla, če se mi sleke znajde z tega tvojega pisanja, pa se je ful znajde dobro, res me je ful dobro. In dejansko to je tisto, support me je pripeljal do cilja. Rafael Zihar, dobrodošel, živijo. Živijo. Hvala, ker si se tako hitro odzval v vabilu, res fajn. No, malenkost je. Če sem čisto iskren, sem kar pričakoval, da bi me še enkrat poklical, še ti se javi. Ja, mislim, sladke teme bo obdelovala. Govorili smo že o marsičem v tem podcastu, o mastnem, o beljakovinskem, o slanem, o cukru, malo manj, saj na ta način, kot bom govorila. Tako da super mi je, da je vendarle 93. epizoda podcasta Zagreti za tek dočakala tudi tebe. Spoštovani in cenjene, zadnja je ta epizoda v aprilu. Hvala vsem, ki poslušate, ki gledate, ki komentirate, ki priporočate, ki donirate, se priporočam še naprej. Verjamem, da boste današnjo epizodo z napetimi ušesi poslušali, pa z odprtimi usti, morda kdaj tudi pogledali. Rafael Zihar je prav poseben gost, ima zelo dobro zgodbo, zanimivo, mislim, da za zelo širok krog poslušalcev. Ampak najprej na praznik tole snema. Raf, si danes že tekel? Ne, delal sem. Cel dopoldne sem delal v delavnici in dejansko ni bilo cajta, da bi kaj laufal. A pa zdaj ti kradem dragocene urice za mogoče popoldansko rekreacijo ali kako? Ne bo bilo. Danes ne bo bilo. Danes sem out of glede teka. Se pa že pripravljam na tek trojk, ki bo čez en teden dober. Ti bom pa spet šel. Ampak tokrat samo na takratko. Kako pa to? Sodelavci so me nahecali. Sodelavci imamo na šoli 2 tekača in je eden bolj nov, ki se tudi veliko od mene naučil, ki je začel laufati, tale naš kuhar, Roman, in sem dal par pametnih na svetu, kako začeti, ker je imel težave, preveč hitro začel in pa sem pa povedal enih par formov, kako lahko začne in zdaj je čisto navdušen model in je pač on tisti iniciator, da bomo šli tek trojk laufati. Čist na easy, čist pohodiška varianta. Zdaj, načeloma, zadnji, kad bo ta korona, pa tole sem malo tudi jaz spustil svojo kilometrino glede laufanja in pač se zdaj počas pobiram spet nazaj, da bom veliko več laufal, kakor sem laufal, kar se tega tiče. Ja, pred korono si kar nabiral te kilometre, se spomnim, sej korona je naredila svoje pri marsikomu, tudi pri meni na način v dobrem in slabem. Rekel si, na trojke greš si letos, morda že bil kje na kakšni dirki? Ja, bil sem prej, 14 dni nazaj sem bil na Istrskem maratonu, ampak sem šel spet, cici teki sreča me, 10, mi maratonci, ki še enkrat na 10, a to je res. Recimo, mojo Eriko je v cilju srečala, Evo Rojko je srečala, živijo, ja, jaz sem šla samo cici teke, no, evo, jaz isto rečem, cici tek maratonc.
Sicer te klumpi, te kveveričke, se vem, s tem. O tem se tudi veliko zadnje cajte pogovarjamo, ja, če ne tečemo celih pravih maratonov, ti si jih kar nekaj pretekel. Bo kakšno rekla okrog tega. Lani vem, da sem te srečal na Ljubljanskem maratonu, so oba tekla najdaljšo razdaljo po koronski Ljubljanc. Meni je bil super spet v 2 krogih. Kako si ga ti doživljal? Super. Mi bo celo boljše, kakor en krog, ker nas je bilo manj tekačev in se pa tudi v drugem krogu si srčavo tekače, ker če bi bil en krog, bi bili mi ker smo bili na repu, bi sam tam po tistih ulicah tekel, da bi bilo kar malo grozno. Tako da mi je bilo čisto kulska izvedba. No, se strinjam. Zato sem si potem rekel, gremo Radence spet maraton prelaufati, ko bo v 2 krogih in glej zlomka, čez 3 tedne bo Radencih spet maraton, 40 jubilejni in v 2 krogih. Tako da, kar sem rekel, grem. Wow. Greš ti tudi tja? Ne bom šel, imam pa takrat druge obveznosti, sem pa zaseden z drugimi zadevami. Sem ga pa svoj prvi maraton, sem prelaufal ravno v Radencih, mislim, da bo leta 2011 je bilo, ali 2010. 20 je bilo, laže. 20 je bilo, ja. Ki bo tudi v 2 krogih, tako če, v 2 krogih je. Vem, da je bilo tista taka, bi rekel, izkušnja, ki dejansko polovička ni problem prelaufati, to lahko vsak prelaufa. Pa za maraton, pa jaz, ker sem že cukrček, sem kar malo imel skepte, ampak ker imaš pa v glavi vse, takole, v glavi vse poštivene stvari, je šlo pa čisto super. Čisto lepo je šlo, res, kako bi rekel, prav užival sem, na koncu še malo dežja bilo, no, tako da je bilo super zadeva. Imam celo na netu, na svojem kanalu, imam na netu, ker sem še malo več teh videoposnetkov delal, imam celo prihod v cilj, mene, v Radencih na prvem maratonu, ki je Erika snimala. Tako da je prav zanimivo, vidite, moje značilno vriskanje. No, Raf, evo, lepo, otvoritev sem naredila, prebila sva let z maratoni. Zakaj sem te povabil? Pa prideva kmalu do tega, zdaj mi, da se poznava, ne vem, že kakih 15 let po mojem, skoraj tako dolgo, kot ti tečeš, so se začela srečevati na tekaških preditvah. Res je. In evo, daj te poprosim, da se najprej kar sam morda predstaviš. Zanimivo. Kaj bi vse rekel? V bistvu ne znam dosti povedati, ampak vem pa, da sem začel orati ledino na tem področju diabetesa tip 1 in teka, ker recimo pred 15 leti, ko sem začel laufati, so bile informacije, internet je že bil, hvala Bogu, sem tam dobil prve informacije, dejansko, ampak v Sloveniji mislim, da ni bil takrat mogoče 1, 2, če sta bila tekača, ampak nista nikjer, recimo nista bila javno izpostavljena glede tega, tako da sem jaz bil en prvih, ki sem tudi javno se izpostavil, da sem diabetik pa laufam. Seveda pač na začetku sem laufal samo te kratke razdalje, 10 km. Vem eno anekdoto, recimo, moj prvi tek je bil kraški maraton, 8,4 km, 8,8 km, takrat če je bilo iz Sežane do Orlika pa nazaj, pa pa je to, bom šel laufati, sem rekel, ok, grem, doma sem šel 2-krat na orbit, rekel, pa je to 8 km, ok, gremo, akcija, ker sem šel na progo, se je super šlo, ampak ker sem se obrnil nazaj iz Orlika nazaj proti Sežani, tisti hribčki, dolinci, sem rekel, pa peni v manj, kje se jih tukaj dobili, pa to je nemogoče, jaz mislim, da bom cekno, dobesedno. In še koleno mi je začelo levo boleti, ful, tako da sem rekel, pa tole ne bom odstopil, bom prišel nekako do cilja. In potem tam nekje na 6 km dohitim ene punce pred mano, mislim, da se bi celo starejše takrat od mene, pa sem si rekel, pa klinc, hudič, če te punce lahko, bom pa še jaz zguzil. In sem lepo za njimi laufal, tako v valni razdalji, da sem imel motivacijo pred sabo, in sem nekako do cilja prišel, in moja Erika je cepala, rekla, pa ti si res paca, zmeraj si motivacijo najdeš tam, ki je rabiš, Ampak zanimivo to bilo, in potem pridem cilj, super, koleno me ful me bolo, res je, ful. Mislim, spomnim, ker sem prišel do cilja in se dol pač usedel na tla in nisem mogel več ostati. Konc. Pri ti reševalci so mi že hoteli odpeljati v zdravstveni dom na pregled, kajkoli bi že delali. Sem rekel, ne, to bom pa že sam prišel. In sem nekako pol vstal, sem se malo razgibal, šupajoč prišel do avta, še celo avto sem to vozil, nekako na easy, ok, to je bilo še nekako to. Naslednji dan, ko se je pa telo ohladilo, konc, nisem mogel pa več ostati, konc.
na kolena mi je ful oteklo, tipično, bi rekel, trma, pa pretiravanje, brez kondicije, in sem bil potem 14 dni na bolniški, da se je koleno umirilo, da sem lahko spet začel potem na ših hoditi. Na začetku sem me na šihtu zabavali, a tako je to, zdaj, ko si začel laufati, boš po vsaki 14 dni hodil na bolniško. Res je taka anekdota, bi rekel, čudna, no. Seveda pač sem potem videl, da pač voljo mame, seveda sem začel študirati, kako te zadeve. Cukor na maratonu je bil super, tistih 8 kilometrih ni bilo panike, to me najbolj skrbelo, pa je bilo najmanjša težava sladkorje. Me je skrbelo, med druge stvari so se hecale. In ko sem potem to videl, kako to gre, sem začel malo brati literaturo, pač se prepravljati, malo več laufati, malo vse te tudi druge izkušnje. Že zadnjič je Zdravko omenil ta Tekaški forum, takrat glih nastal, oziroma že mogoče kakšno leto bil, sem se pridružil, tam sem bili res klapa, huda, res smo se družili, spoznal same take, bi rekel, dobil uporabne informacije, da si dejansko, če si malo poslušal, pa si videl, da se daje. Vsak ima svojo zgodbo, ampak jaz, ko sem sladkorček, se moram še malo bolj posvetiti tem zadevam glede sladkorja, ampak gibanje, bom rekel, te dejansko nekako rešuje. V smislu, da gibanje dela razliko. Še posebej pri nas sladkorčkih je, recimo jaz takrat 15 let nazaj, ko sem bil še čist neaktiven, sem imel slabe rezultate glede moje sladkorne, ker recimo problem pri nas sladkorčkih, to večina zdravih ljudi, se to ni nič takega, ampak je ena težava, ki se imenuje hipoglikemija. To pomeni, če ti sladkor hitro pade, lahko recimo bolj padeš in si začneš tresti, oziroma si v nezavesti, take stvari se ti dogajajo in to ni lep, bom rekel, to ni lep občutek, ki se tebi to zgodi. In sem dejansko, ker se takrat še nisem v te sodobne tehnike črpali te senzorje, je bilo samo še penico bili in tista terapija meni nikakor ni sedla, ker moje telo je pač tako deragiralo. In dejansko sem si pol sladkor dvignil na 10, pri 10 je bil v redu, če bi sladkor 6, je bilo pa vse narobe. In šele potem, ko sem pač začel laufati, sem videl, kaj pomeni gibanje, ker je telo bolj natrenirano, oziroma to, so se tudi sladkorji nekako umirili. Res, to mi je ena boljših življenjskih odločitev, ker recimo obstaja recimo pri teh sladkornih bolezni. Vse sladkorne bolezni načeloma se da lepo živeti, če paziš zadeve, ampak na dolgi rok, če se sračkaš oziroma imaš slabe sladkorje, se ti prekosti pojavijo zapleti na nogah, na ledvicih, očeh in tako naprej in je pač, bom rekel, ful teh težav, ki jih ni potrebno, če bi ljudje malo več gibali, pa ne govorim, jaz recimo, da sem maratonc, pa tudi ultraš, da bi pač malo bolj gibali in da dejansko bi lahko marsikateri sladkorček pri sebi izboljšal rezultate, pa samo pol ure na dan do 40 minut hoje. Sem hoja, vsakodnevno hoja in je to že tisto naredil, kar je minimum, kar moram narediti. Seveda bi rad tudi do zdrave ljudi, ki so pač niso aktivni, ampak za nas sladkorčke je pa to minimum, kar lahko za sebe narediš. Seveda pač govoriti nekaj, v prakso dati je pa veliko težje. Tukaj pač trma te vodi naprej, samo trma. Recimo spomnim se takrat, ko sem vprašal svojo debetologinjo, takratno, če grem lahko gibati, laufati, ker takrat sem že na netu prebral, da tudi v Ameriki so bili že zelo napredni debetiki, ki so laufali maratone, sem rekel, kakšni norci, pa tu jaz sem nikoli mogel narediti tega. In sem pač videl, da se da in sem vprašal, pa rekla, ne, jaz ti ne dovolim. Zakaj pa ne? Najprej moraš sebe spraviti v red, potem boš lahko še laufaš. Zakaj pa sem rekel, jaz te nočem imeti na vesti, da boš skopada, pa da boš umrl na progi. Halo? Čakajte malo, nisem še toliko star, da bom kar umrl glede tega. No, in mogoče tudi ona s tem svojim negativnim stališčem mi dala, tako bi rekel, en dodatna brca v rite. In sem rekel, klinc te gleda, in to je bilo v marca, sem imel kontrolo, pol je bil pa, oktobra je bil pa že Ljubljanski maraton, da sem šel prvo 10. In sem rekel, takrat 10,5 km je bil celo, meni se zdi, da še je bil cilj še na Trgu Republike je bil cilj. In sem šel, in sem potem, ko sem imel kontrolo, sem 5. novembra in sem pokazal diplomo iz te prireditve, in samo da bi jo pogledala in je bilo čisto tiho.
Tako da so te začetki bili taki, bi rekel, malo iz trme, malo iz mojega prepričanja, da moram za sebe nekaj narediti, ker vem, če bi recimo jaz takrat vse te stvari pustil, da bi stvari svoj tok naprej, brez kakšnega, da bi spremenil svoj življenjski slog, mislim, da se zdaj mi dva ne bi pogovarjala. Bi verjetno že bil na kakšnem vozičku, že kakšnimi zapleti na nogah ali pa še kakšne druge hujše zadeve. Ker to se dejansko dogaja, nažalost. Tudi mlajšim ljudem, recimo, ne samo starejšim. Tako. Zdaj, Raf, jaz si pa povedal toliko stvari v tako kratkem času, res zanimivo. No? Verjamem, da imaš milijone zgodb, skozi koncentrirano si tole govoril, informativno. To si bo vredno spoštovanje dvakrat poslušati. Jaz bom samo v 3 stavkih probal povzeti tisto, kar sem si jaz napisal o tebi. Rafael Ziherl iz Grosuplja tek je odkril v 30-ih, da je z gibanjem začel urejati svojo sladkorno bolezen, diabetik tipa 1. Že 28 let. Bravo, od 24. leta je bil prvi v Sloveniji, ki je začel združevati aktivno tako tek kot sladkorno bolezen in predvsem o tem ozaveščati in obveščati tudi druge. Pisal je blog o življenju z inzulinsko črpalko, hkrati pa tekel in zaključil veliko maratonov, ultramaratonov, tudi daljših od 100 kilometrov. S svojim slogom in izkušnjami je spodbudil marsikaterega diabetika, da se je s tekom začel ukvarjati in njegov moto je: tek je moj inzulin. Tam je najbolj posrečena. Raf, koliko je tvoj sladkor na tešče? Evo, tako. Tešče je odvisno. Danes sem ga imel, čakaj, da pogledam na telefon, mislim, da sem ga imel okrog 6,6, recimo, kar je skoraj normalno, tako kot zdravi ljudje. Potem problem so obroki, recimo, če poješ preveč hrane, ti malo naraste, ampak zdaj, ko imamo to sodobno tehnologijo, jaz vam zdaj recimo, lahko še malo se pohvalim, sem bil drugi v Sloveniji, ki sem si sam naredil zaprto zanko, to je closed loop varianta, obstaja uradna zaprta zanka, ampak tista uradna je malo preveč, za moj način življenja, malo preveč omejujoča, oziroma veliko več rabi aplikacije, da z njo delaš. Zdaj imam vse na telefonu, pri telefonu urejen to, celo uro imam, ki mi sladkor gor kaže, tako da si dejansko svoboden, oziroma sem si prilagodil svoj življenjski slog te zaprti zanki, ker dejansko me zdaj skoraj nič ne omejuje, ker recimo prej, ker si se mogel, takrat, ko sem še laval, sem imel še pen, oziroma sem imel še merilec, sem si mogel tudi med tekom sladkor meriti, med tekom pa take fore, pa vem, kako je bilo zajebano, si bil sprešvican, pa si meriš kri, pa ti ne prime, pa si kliv, kot Mađar, kaj je zdaj spet narobe sladkor, si vedel, kje je približno, ampak moraš videti cifro, da veš, a si v varnih vodah, ali rabiš še kakšen gel rukante, da pač sladkor dvigneš. In to je kup takih informacij med tekom, recimo, kaj jaz dejansko, če bi jaz lahko 24 ur laufal, tako malo hipotetično govorim, če bi lahko 24 ur laufal, ne bi imel sladkorne. Zanimivo. Malo se čudno sliši, ker dejansko tek je moj inzulin in to je res, jaz sem ful vesel, da mi to ratel ta preskok narediti, ker recimo potem na podlagi tega, kar si že omenil, da so tudi drugi sladkorčki začeli laufati na podlagi mojih izkušenj, ker sem pisal blog, 5 let sem ga pisal blog, na e-dnevnik je bil, da kjer se mi stran sesula in jaz, Pametnjakovič, nisem delal v varnostne kopije in sem rešil samo enih 40 prispevkov, mislim, od 200 prispevkov sem rešil. Imam enkrat namen še malo objaviti, da bi šlo še prebrati, kaj sem takrat pisal, vse te zadeve. In takrat so dejansko bili tisti največji moji uspehi laufanja, ker recimo Balaton je bil 3-4 sem tam celo bil. Res, to je ena prireditev, ki mi je zelo srco, tisto Blatno jezero je tiste neskončne ravnice, kaj se vprašaš, kaj ti delaš, če vidiš tam nekje na koncu na horizontu en hribček, kje moraš priti, pa nikakor, da tam pridete. Ja, ko sem bral o tem, kje si vse bil, pa se potem spominjal. Na Balatonu nisem bil, sem se lansko mimo peljal, ko smo šli v Budimpešto na maraton, sem zanalaž dal to majico gor, v stilu, madžarskem stilu. No in potem razmišljal jasno, ne, kako se mora človek počutiti, ko mu pri 24 rečejo, tako kot so tebi, da ima sladkorno bolezen in da je njegovo življenje zavedno spremenjeno. Ja,
Dobro vprašanje, ja. Jaz sem rabil nekaj časa, 3-4 mesece sem rabil, da sem to sprejel, to svojo kronično bolezen, ker prej si zdrav, nič si ni, potem pa čez noč, v bistvu v 3 mesecih, v 3 mesecih me se sesulo totalno. Takrat sem se, v bistvu sem pa sam kriv, da sem pospešil nastanek te bolezni. Takrat sem se glih selil v to stanovanje, v katerem sem zdaj, in sem na šihtu, sem se zmenil, da delam nočne, po 10 noči zaporedoma, da sem čez dan na hiši delal, popolno šel par ur spat, pa spet nočno, zjutraj vstaneš, pa spet na delo, cel dan dejansko sem naredil, sem se preselil vse, ampak že na koncu, ko sem se selil, sem čutil, kako se mi je pitje vode povečalo, sem pil liter vode, sem rekel stankov brez težav, pa videl sem hujšal, ampak sem si rekel, to bo minilo, to je od utrujenosti od dela. Mogoče, če bi takrat že več vedel o tem, mogoče bi začetek bolezni prestavil v prihodnost ali pa sploh ne bi dobil. Ampak življenjska zgodba je, nauk te življenjske zgodbe v tem, da pač delaj zmerno, ne pa da pretiravaš v določenih zadevah, ker se ti lahko maščuje. Meni se je maščevalo na način, da sem dobil tip 1 diabetes znako in vem, ker sem kje prišel v klinični center 1. februarja leta 1994, pač pride gor na delek, tako sem že vedel, da je pač narobe z mano nekaj, pride pač prva meritev krvi in čez 15 minut nazaj priletijo z vsemi aparati gor, dol, pa je, gospod, ste v redu? Ja, v redu, v nas zdravnica rekla, v redu, kaj mame nove bolijo, ženstvo, ok, bo bilo. Jo, gospod, to pa ne mogoče, še enkrat cukor pomerijo, 54 ali 55 sem cukra imel. Normalno je pa od 3 do 6, recimo, pa sam sem še prišel, recimo. Vem pa, recimo, da so pri takih cukrih eni že v komi, recimo, tako da pač moje telo zgleda je malo bolj odporno bilo, da sem lahko še zmeraj kje prišel. In potem sem zvedel naknadno, da sem na top 10 lestvici teh najslabših cukrov na 3. mestu ali 4. mestu, tam nekje imam, kar ni glih se za pohvaliti, ampak tako je zanimivo. No, in tistega trenutka je bilo vse drugače. Kaj je bilo potem pač, dajva še nekaj sam rešta, ne? Veliko poznamo sladkorno bolezen, pravilno pa zelo malo ločimo med sladkorno boleznijo tipa 1 in sladkorno boleznijo tipa 2, lahko na hitro morda samo razložiš, kaj je razlika? Ja. V bistvu tip 1 je, včasih so rekli mladostna sladkorna bolezen. Tip 1, to je pač nekje, zdaj meja, včasih je bilo do 30. leta, zdaj tudi do 40. leta, recimo nekje 40. leta tista meja, ki ti postavijo diagnozo tipa 1, če si pa po 40. letu, in če si tip 1, to pomeni, da si odvisen od inzulina, šele drugo leto, leta 22, enkrat februarja, marca, bo bilo 100 let, odkar so odkrili inzulin, s katerim so začeli podaljševati življenje diabetikom po celem svetu. 100 let je šele minilo tega. In v tem 100 letih se je zgodilo res veliko. Včasih je bilo res, terapije so bile tako od oka narejene, dejansko. Jaz rečem, čudi me, da so ljudje lahko tu časa živeli, koliko so pa živeli, seveda imela življenjska doba krajša, ker tudi inzulini so bili veliko slabši. Zdaj imamo že umetne inzuline narejene v laboratoriju s spremenjenim DNK, tako da jaz sem en predstavnik tistih, ki imam že vsak dan si v telesu brizgam inzulin, ki je DNK spremenjen, tako pa še zmeraj sem tukaj Rafael, nisem kakšen zombi, da mi kje raste. Ker so pa eni paniko zgani glede tega, tako da pač stvar res laufa, tako da sem lahko hvaležen znanosti, da so to uredili. Tip 2 diabetes je pa v bistvu po 40. letu, tam nekje meja je, po 40. letu, in to pomeni dejansko, meni je trebušna slinavka v 2 mesecih razpadla v telesu. Pri tip 2 pa recimo imaš slab življenjski slog, veliko hrane, nič gibanja, kilogrami se večajo in ti trebušna slinavka počasi pada dol proti 0. To je pa tip 2. Oni pa dobijo pa potem tabletke in zadeva nekako laufa in naprej brez težav, isto kot pri meni. Pa tudi je pa zanimivo recimo gibanje, kar sem prej omenil. Pri tip 2 diabetesa sem prepričan, da če bi ljudje resno vzeli navodilo zdravnika, da pač skušaš, začneš gibati, pa se zdravo prehranjuješ, bi mogoče od teh v Sloveniji cirka 120,000 diabetikov tipa 2 uradno registriranih, bi lahko od teh 120,000, sigurno 70,000 ljudi bilo spet zdravih, brez da bi tablete jedli. Ampak to pomeni spet, da morajo oni sebe aktivirati.
To je pa spet tista fora, ki že prej omenil, da je pač težko, ljudje spremenijo svoj življenjski slog in to priznavajo tudi naši diabetologi, ki so vrhunski, da je pač dejansko stroka in da vse navodila, imamo vrhunske pripomočke, država vse to krije iz zavarovanja, hvala Bogu. Recimo Ameriki dam primer, recimo Nika Kovač je tudi sladkorčica tipa 1 že od otroštva in ona recimo zdaj v Ameriki je zadnjič en zapis objavila na svojem profilu glede tega zdravstva v Ameriki, je rekla, da bi dobro štipendijo in je ugotovila, če bi ona tisto štipendijo v Ameriki ponudila, da bi večina štipendija njene šla za inzulin. Inzulin v Ameriki se plačuje, ker je hormon in tam so biznise, kar se mi zdi butasto, ampak to je njihov način življenja in plačaš lahko tudi od 800 do $1000 na mesec za inzulin. Pri nas dobimo pa na recept, recimo, iz obveznega zavarovanja, kar se mi zdi, hvala Bogu, da je tako, ker to pač življenje, ki inzulin rešuje življenje, to ni nobena stvar, ki bi rekel, da je pač kakšna prepovedana substanca, čeprav je inzulin na prepovedani listi, doping listi od teh mednarodnih olimpijskih komiteja, ker se ga včasih zlorablja, ker pač inzulin ima ena slabo lastnost, recimo načeloma tudi tebi, Marko, lahko bi dal inzulin, recimo 20 minut inzulina, potem čez 15 minut boš dobil tako željo po hrani in si bi lahko 3-krat več najedel, kar bi hotel pojesti in potem recimo oni športi, ki so vzdržljivosti, recimo rabijo veliko mišične mase in so to prakticirali in so to pač, dokaj niso odkrili, kaj je bilo in vem, da je bilo pač že v prejšnjem stoletju, tam nekaj leta 90, po 90. letu sem imel v Ameriki ful težave z odpovedjo ledvic pri teh bodybuilderjih oziroma tistih, ki so imeli veliko mišično maso, ker posledica zlorabe inzulina pri zdravih je odpoved ledvice. Tako da sem imel tako izkušnjo. Na boliki je tudi inzulin drži, ga zlorabljajo in dama značilne znake, ampak ne bo o tem. Povedal mi boš, sigurno si dobil si inzulin, dobil si dieto, nekaj gibanja, ne preveč, kar nekaj časa je trajalo od tvoje diagnoze do takrat, ko si se pa ti podal na svoj prvi tek. Kaj ga je pa spodbudilo in zakaj šele, toliko časa, ker so ti prepovedali, ker ti pač enostavno ni prišlo na misel? Ne, v bistvu vse v osnovni šoli sem imel kar dobre rezultate na teh tekih 600 metrov, pa tiska smo laufali, sem bil boljšimi smeri, ampak tek pač nikoli ni bil tako moj, bolj sem rajši sem smučal, recimo smučanje je bil tista moja prva šport, ker sem zelo rad delcev, zdaj tudi malo manj. In v bistvu sem zaradi svojih slabih rezultatov glede svoje sladkorne bolezni, recimo, ker sem vedel, da pač sem v slabi formi, če bom tako nadaljeval, bom dejansko lahko prehitro propadel in to mi je tisto dalo, bi rekel, tisto zadnjo brco vrit, da sem nekaj za sebe naredite. Ampak, ko sem začel laufati, sem želel 10 km prelaufati. Samo 10. Jaz sem rekel, polovička mogoče enkrat bombe, maraton, to so norci, sem rekel, to so norce, to ne mogoče, čisto tako v glavi razmišljaš še. Dejansko 10 je bila tisti prvi preskok, ki si videl, da lahko 10 prelaufaš. Jaz dejansko, ko pridem iz teka, sem poslušal tudi Jerco, ki si že gostil jo in isto rekla, da ona se med tekom se pogovori sama s sabo. In jaz isto rečem, jaz se s sabo pogovorim. Vse tiste težave, ki jih imaš v glavi, ko začneš laufati, je težko, 1 kilometer, 2 kilometer, potem, ko več pa laufate, pa tu kar za tabo ostane težave na poti. Res, priješ nazaj lažje par kile, čeprav se dejansko zmučen, ampak ne. To je ta notranja hrana za dušo našo v telesu, ki ti dejansko žene naprej, oziroma veš, da si prav se odločil, da laufaš še. Oziroma, jaz sem tudi probal triatlon, sem celo enkrat šel, ampak sem gotovo, da nažalost moje ritka ni za koloje. To me tukaj bolelo, da ne mogoče, ne vem pač. Sočustvujem, jaz sem isti, tako da. Nisem edini, hvala Bogu. Bova od triatlona imam najrajši zadnjo disciplino, pa pri tem bo najbrž ostalo. Upam, da kolena držijo. Recimo, ko sem bil v Koper, takrat, ko sem bil najbolj pripravljen za teke, sem šel v Koper na tiste mini triatlon, koliko je bilo 800 metrov, 850 metrov plavanja, 20 bicikl, pa 5 kilometrov teka. Moja je rekla, da je cepala. Moja Erika je cepala, ker me je videla v vodi, vsi kravali, jaz pa lepo žabco. Čik, čok, lepo, lagano sportski do cilja. Mislim, da bi z vode, res. Zadnji sem prišel z vode, veš. Na biciklu sem že dohiteval, pač malo počasnejše.
običen kolo, veš, City, nič benga specialke, kaj to brez veze. Na teku sem jih pa že 6-7 prehitil, ker so vsi počasi cepali dol, jaz pa šopal kanorce na teku. No, in ok, rekel si, najprej si rekel 10, niso si zdravnici to pokazati, pa rekel, evo, to zmorem. Sigurno ti ni rekla kar lepo naprej, na 21, na 42, si se sam odločil v to smer, ampak vseeno, takrat si najbrž pred vsakim tekom najprej pomeril sladkor, pa vendarle si bil pazljiv, pa nisi morda sam sebe še toliko tekaško poznal, da bi si upal brez tega. Ja, itak ne. Zmeraj, kad laufam, že v tisti prvem obdobju sem zmeraj motorbico s sabo, pa merilc noter, pa gelje, recimo, pač za hitro dvig sladkorja, recimo, če ti pade. Ker dejansko jaz lažje laufam pri 8 sladkorja, kakor recimo, če imam sladkor 6 ali pa 5, recimo. Tako že čutim, da se mi noge zapletajo in te znake že prepoznaš in pomiri sladkor in vidiš, je dobro. Zdaj, ker so senzori, recimo, to je senzor, ki ga imam takole kor, zdaj prilimam ga na roki, recimo, vidiš online rezultate, je to malo lažje, no. Takrat pa tega ni bilo in so se mogel prilagoditi. Itak nisem jaz zmeraj šel, tako bi rekel, da bi bom zmagal na prireditvi, to moje ni bilo. Moje vodilo je, da sodelujem in da pridem v cilj z nasmehom, ker na teku dejansko velja tisto pravilo, da so vsi, ki pridejo do cilja, so zmagovalci, to je to. In to mi je tudi ta feeling ful všeč, ko na štartu si skupaj s tistimi gazelami kenijskimi, pa še drugimi te vrhunskimi atleti in to je pač, mislim, da redko katere prireditev smo si skupaj, ti smo v boksu dobro, oni so od spredje, mi smo od zadaj, je pač tak dodaten feeling, ki ti da vedeti, da si se prav odločil glede tega. Si kdaj na teku imel moment, ko nisi imel sladkorja s sabo ali pa si ga imel premalo, pa ti je leta padel in si mogel pač enostavno odnehati, pa ne več teč, pa počakati ali pa pešiti nazaj? Ja, to se mi še odmeraj dogaja. Nazadnje se mi to zgodilo lani na maratonu v Ljubljani, ki je bil, sem imel s sabo 8 gelov, zaloge sem rekel, to bo nekako bo šlo in do 30 kilometra sem že pokoril vseh 8 gelov. In potem, hvala Bogu, da je tam bila, mislim, na 30 km počevalnica in sem pograbil vodo, pa čokolade si nabasal noter, polno čokolade, ki so imeli in počas hodil, 5 km sem mogel hoditi, da sem ti spojedel, da je sladkor se dvignil, da sem lahko spet začel laufati, res. Vse vedel sem, da nam je padal, ampak feeling je bil res glup. Glava je bila pripravljena na sladkor, pa je bil pa prenizek, da bi jaz lahko laufal. Pri 4,5 cukra sem težko laufal, res je. In tudi do cilja ni šlo več više od 7. Res prav zanimivo je bilo. Mogoče, ko bi rekel, se poznate, pa če je bila korona, pa sem tudi jaz bil slabše pripravljen glede tega, ampak vseeno me je presenetil v negativnem smislu, da se nikako ni mogel sladkor dvigniti. Pa sem ful veliko energije zaužil, res. Zanimivo, da imaš tako uporabo po sladkorju, recimo, poznam tekače, ki lahko brez enega gela na pol namaščobe, kot sami pravijo, tečejo maraton, ti praviš, da to pri tebi ne bi bilo mogoče, vendar le je cukor. Jaz približno na pol ure vzamem en gel, pol ure do 40 minut moram en gel vzeti, recimo. Kaj pa nasprotna stvar, se ti lahko med tekom najbrž ne zgodi, da bi imel preveč povišan sladkor, da bi preveč sladkorja zaužil naenkrat, ali je poraba toliko velika, da se ti to... Ne, se pravim, ko laufaš dejansko, v bistvu, zmeraj imaš nekaj inzulina v telesu, pač odvisno, koliko imaš tistega aktivnega inzulina v telesu in načeloma med tekom ni panike. Bolj je težava potem, ko prideš v cilj, pa se telo ustavi in pač začne hormoni delovati oziroma že nekaj spiješ in če tako ne dodaš inzulina, se ti zgodi blazen dvig. Recimo, vem, v Berlinu, ko smo bili skupaj, takrat 2016, drugič, ko sem v Berlinu bil z vami, sem prišel cilj, ves nasmejan, gor dol in tam pol zagledam velike tovornjake s tistim pivom, brezalkoholnik, akcija. In se pridem kjer, sami Slovenci so bili okrog, samo smo malo ekstra in jih par flaške, tistih kozarcev, pridem pol do Erike, si cukor pomeri, 30 je bil. Posem se dal inzulino, je padel, ampak vse je bilo pač tako, viš, kako to. Dobra družba, pozabiš na inzulin in... Ampak je pasal, no, bolj nekaj pasal. Tudi kak pregrešek paše.
Povej mi nekaj, no? Zdaj, rekel si, speni si dejal, meril si sladkor. Zdaj, kaj pa inzulinska črpalka za nas laike, ki nimamo s tem upravka? Pokazal si mi že senzor, ki ti praktično meri sladkor. Kako to izgleda? To ti avtomatsko zajema, vzorce krvi na določenem intervalu. Pošlje v aplikacijo na telefonu, na aplikacijo pošilja in potem ti na telefonu riše grafe. Inzulinska pumpa je pač, kje pa manj? Pa takle zadevca, recimo, da tole vklopim, recimo takole je pač inzulinska pumpa, ki je na cevki, ki je priklopljena na telo v področju trebuha in ti pač dodaja inzulin ves čas. Na telefonu imam aplikacijo, ki pač te podatke iz senzorja in iz pumpe skupaj preračunava algoritem umetni. Algoritem preračunava matematično, koliko je cukra, toliko inzulina, gor dol, in to se non-stop vsaki 5 minut refreša. Tako da dejansko to je res najnovejša tehnologija, ki je pač ful olajšala meni life, ker na klasiki dejansko tisto terapija s peni ni odgovarjala. S temi zadevami se pa zadeva ful umirila in je res veliko boljše, lažje, predvsem lažje in bolj kvalitetno življenje. Že s tem, ker sem recimo tek vključil v svoj life, je veliko lažje. S to tehnologijo dodatno je pa še veliko lažje. Seveda pač imam zdaj spet en projekt, zadnjič sem testiral eno pumpo novo, ki je brez cevk, recimo zdaj me moti ta cevka, ki sem prej pokazal, ki si pripet na telo 24 ur, tudi v spanju moraš biti s to črpalko, moraš spati. In ko se kotoriš po posli levo desno, se včasih zelo te zbudim, ves prepleten, ali pa celo spulim si kateter iz podkožja in potem ti sladko narašča. Ta nova črpalka, ki pač še ni nažalost pri nas, pa sem je testiral, imaš pa samo isto kot senzor, prej samo daš na roko ali pa trebuh, brez cevke, vse pri Bluetooth tehnologije gre in to je pa res ena taka dodana vrednost, vsemu temu še, in tu si ful želim, da pride k nam, ker dejansko, ker nemaš cevk, mislim, dokler ne probaš, ne veš razlike. Jaz tudi pripravim, da se da, ampak na cevke se vsak teden enkrat na vrata zaprem nekam, recimo, potrga se skupaj, veš. Čisto tako, letiš, hitiš, cink, pa ti ni, ajde, spet pa nov senzor, mislim, nov set, menjavaj. Zakaj treba to delati? Če imaš na roki brez cevke, si pripet. Vse telefoni, recimo, tudi tekači, recimo, ki laufajo, imajo itak telefone, veliko večina imajo na roki, recimo, ki imajo muziko poslušajo, ali pa MP3, recimo, je ista fora, recimo. In boljše je zdaj, ko so te nove slušalke, Bluetooth je že veliko lažje, kot da tiste žičke s sabo nosiš kroke. No, zdaj, glede na to, da si bil prvi maraton v Sloveniji z inzulinsko črpalko, sklepam saj, no. Ja, to je bilo sigurno prvi sem bil. Tako, to je že 10-12 let nazaj. Koliko, recimo, tekačev danes, maratoncov morda poznaš v Sloveniji ali pa tudi širše, no, ki na tak način kot ti z inzulinsko črpalko premagujejo tudi te najdaljše razdalje? Ja, jaz sem takrat, pred 15 let sem bil sam, dejansko ni bilo nobenega v Sloveniji. Potem pa, ko so brali moje zapise na netu, pa to, smo šli pa potem leta 2014 meseci smo šli, so pa že drugi pripričali, oziroma sem tudi druge spoznal, so mene spoznali, in smo šli leta 2014, diabetiki, 5 diabetikov, vsi tip 1 smo šli na maraton, v štafeti sta bili Dejan iz Jesenic, potem je bil iz Ljubljane sta bila Primož, dva Primoža sta bila iz Ljubljane, jaz iz Grosuplja, pa še, kdo je še bil? Pa še Darko iz Maribora. Darko iz Maribora je še bil, nas je bilo 5 komadov, smo šli res na maraton dokazati, da tudi sladki lahko razdaljo 220 km premagamo skupaj v štafeti. Res. Dejansko je tako pošlo, da vsak prelaufa en maraton, ampak v štafeti se pravi po 10, 12, kakorkoli so bile predaje, tako da smo vsi skupaj vsak maraton prelaufal v skupaj število. In čas nas je bil glih 20 ur. Recimo, res. In to je bil res taka projekt, da sem se ga zelo angažiral, da sem jih pridobil fante, ki so bili malo v dvomih, ko vsi ostali niso laufali maraton, sem polovička laufal ali pa 10, recimo, ampak sem jih pripričal, da dejansko se da in je res bilo tudi vzdušje v ekipi, ki smo bili skupaj, je bilo ful dobro. Na netu je tudi na tem mojem kanalu, po Dravzih, so ti posnetki z maratona, si lahko pogledajo, tisti, ki želi, kako smo imeli tudi fotografa s sabo,
Marko, da so imeli Arknerja, meni se, da imeli sabo. On snimal te zadeve, tako da res je ful uporabnih informacij. Seveda pač potem ekipa recimo gre naprej, mislim pač se dobimo, oziroma poznam tudi veliko tekačev iz tujine, recimo sladkih, en boljši prijateljev je iz Srbije, tale Ninoslav Raškovič, res, oni tam imajo tudi dobro sceno teh tekačev v Srbiji, recimo Plavi krug oko Ade imajo vsako leto 14. novembra, ki je svetovni dan diabetesov, se laufa tistih 5 krogov okrog Ade, pač jih zmeraj enih, pridem tudi ekipa iz Slovenije, pridem pač in Hrvaške dol, pridem pa se družimo res, že to recimo druženje spravim, to je tisto, kar ti video zapis ti da, ampak v živo je še veliko boljše, res, ker vsak ima svoje fore glede tega diabetesa, ampak skupaj se pa da zmoremo tudi mi sladki to premagati. No, prej si omenil, da si potem nekako organsko prišel do svojega prvega maratona, pa vendarle, maraton je strah in trepet vseh rekreativcev, ki se podajo v te dolgoprogaške vode. Je bilo tebe, ki je posebej strah, ko si šel na prvega? Ja, to je bila, bi rekel, ko bi rekel, čist naraven proces razvoja tekača. Ko so polovička zmogel, spet je bila polovička, prva polovička je bila v Radnicah, recimo, in spet takrat vem, tisto leto so bili polovičke je bilo ful vroče, sirene so zavijale, non-stop so zavijale sirene, Erika me čakala v cilju, je rekla, kako sem prišel v cilj z nasmehom, brez težav, čist na easy, mislim, da sem celo 2:20 samo čas na polovički, tam nekje je bilo, sploh ni bil čas pomembno, važno, da sem prišel do cilja na polovički, ampak tiste sirene, ki sem tudi jaz videl, kako so tekači dol cepali dejansko zaradi hidracije, pa še drugega verjetno bilo, tisto, ki jih je dol metali, sem se vprašal, tako izgleda to, veš, pa se sebe pogledal, tako malo potipal, jaz sem še v redu, tako počas, lagano sportski naprej greš, ni prijeten občutek, res, ni prijeten občutek, se dobijo takoj zdravniškega skrba, ampak se moraš dejansko, recimo, za maraton, že takrat sem videl, recimo, tudi dejansko tekači malo pretiravajo, se precenijo, dobe in gre, in potem, kad tisto mejo, če se ustaviš pravi trenutek, malo smanjšaš tempo in te poseka, in tisto je pač, moraš ful razmišljati, jaz med tekom ful razmišljam, telo poslušam, svoje telo poslušam, vsako mišico čutim, ko laufam, tle me malo boli, pazi, kako stopaš pa te zadeve, dejansko, še posebej, ko sem sladkorček, poleg ostalih zadev, še tole poslušam, ker že po odzivih svojega telesa vidiš, seveda, če pač paziš na to glavo, glava je tista, ki te vodi do cilja. Na maratonu je pa to še veliko bolj, dejansko je pa še veliko bolj to pomembno, ker dejansko sem gotovo, mislim, da imam do polovički rekord 1 ura pa 40 ali 41 minut, na brežini sem ga celo dosegel, tam je una polovička, ker je gor, pa ful dol, ker smo dole res leteli, ker si pa skera. Ampak sem bil po cilju tako izmučen, čist sem bil gotov, res. Na maratonu pridem pa nasmejano cilje. Ker dejansko tempo se dvigne, aerobo območje, kuriš maščobe, pač telo se prilagodi na nove okoliščine, dejansko jaz maraton lažje prelafam kot polovička. Zanimivo. Taka moja osebna izkušnja je, res je. No, pa vseeno, enem intervjuju takrat, zdaj že 10-12 let nazaj si dejal, moj naslednji cilj je maraton po 4 ure in jaz ga gledati, tisto leto v Ljubljani, maraton po 4 ure, gladko. Ja, to je tudi res, tako so šel, mislim, da so šel 3:55, nekaj Kitajska šel. Tako, 3:56. Rekord ima pa z Berlina, meni se zdi 3:50 ima iz Berlina rekord, če se ne motim. 2 leti kasneje potem, ne? Ja, tako. To so pač moje najboljše teke, tako sem bil res v top formi, bi rekel. Dejansko, recimo, še kot zanimivo, moja Erika me skozi spremlja zraven, pri teh tekih ona ne teče, pač mi je
support, moralni in še druge stvari urejam, kakšno masažo, pa take stvari. Pa dejansko je bilo ful lepo to, ker so bila veliko sveta, se na ta račun bila, ker so šla na izlete skupaj z vami, pa še sama so šla v lastni režiji na te izlete. Recimo, Verona Maraton, recimo, to je bil tudi en tak izkušnja, recimo, Verona Maraton, ki je bil še v tistem marčevskem terminu, smo šli z Zdravkotom, pa še, ne vem, kdo je še bil, nekaj par modelov je bilo tam, je bilo res super, smo prespali en dan prej, že tam lepo, mesto zaljubljenih, to mislim res priporočam ga, no, res je zanimivo, ne vem, če še, ampak mislim, da je še no. Eden je bil že novembra, zdaj ne vem, jaz sem bil glavni termin, eden je 1. maja, zdaj polovička, malo so se po koroni malo te termini. Ja, se stvari spremenile oziroma se je nekaj spremenilo glede tega. Koliko maratonov, Raf, si zdaj že pretekel, imaš preštete? Ja, tu pa beležim. 49 maratonov. Je bil lani novembra. Ljubljani. Kje bo 50? Mislim, da bo bil spet v Ljubljani. Zdaj dejansko manj laufam te maratone, dejansko sem tudi jaz malo dal en korak nazaj, takrat sem razlagal, kako sem jaz to laufal, takrat sem imel res, vsak drugi teden sem laufal in tisto leto na koncu leta, ker sem tudi omenil Eriko, da je pač je z mano bila in potem je na koncu leta rekla, da bo šla spet naprej, sem že planil za naslednje leto, kaj bomo vse, katere preditve bo šla, sem že označil, klik, pa je rekla, pa ne spet, no, Raf, malo se pogledal v sebe, mi je rekla. Aha, in sem potem malo razmislil, malo sem bil, bi rekel, zakaj pa ne se vidiš, je rekla, kako je, ti laufaš, jaz sem pa tam v cilju, navijam, ampak čaka 2 uri ali pa 3 ure, kako je to, ni simpel, da se strinjam, in pa sem se malo v njeno kožo postavil, in sem gotovo, in sem šel domov, čez par dni sem pa preštel številke od tega leta in sem prišel do številke 27 štartnih številke. 27 startnih številk iz enega leta. Pa to je več kot pol leta, sem jaz vsake 14 dni bil na eni prireditvi in od teh je bilo same polovičke pa maratoni. Mislim, da je tiste leto 8 ali 9 maratonov sem prelaufal. Mislim, kreteno, bom rekel, kot vrhunski enega na 4 mesece zmore, recimo. Ali pa na 6. 4 ure, pa 4 ure 10, pa lahko jih vsak teden laufam skoraj. Res je tako, zmanjšaj, sem rekel v glavi, dej, zmanjšaj, ker tudi za moje zdravje, če bi nadaljeval s tem tempom, verjetno bi mu že hude poškodbe, čeprav načeloma sem se kar izognil poškodbam, no, in sem res zmanjšal tudi kilometrino na tekmah. Zdaj bi skoraj rekel, da rajše laufam v gozdu, recimo. Jaz stanujem blizu Grosuplja, Polica pri Grosuplju sem doma. Imamo dejansko same hribčke dolince in sem zdaj v telih parih letih, ko je bila še ta korona, tu sem se raziskal, mislim, res izpravim, zakaj moram imeti tako daleče? Doma grem, do hoste imam 200 metrov, začneš laufati gor, dole, take potke, ki dejansko še domačini, ki smo tukaj domorodci iz te vasi, jih ne poznajo, ker nisem nikoli tam bil. Sem to vse raziskal, res. Take lepe potke, res, mislim, ful lepo, no, naravi laufati je res nekaj lepega, no. Se pridružujem, jaz sem tudi, bom rekel, v osnovi sem za pečkar, no, pa se rad potujem okrog, ampak v osnovi se še rajš vržem svoje domače potke po vsakem maratonu tujini. Mogoče tvoj najbolj eksotičen maraton, recimo, no, ker 49 je pa kar lepa številka, marsikje si najbrž bil še tako, ampak najbolj odpuljen je bil pa kateri? Mislim, da je bil prvi Berlin, Mislim, da je bil prvi Berlin z vami, Prvi Berlin z vami, ker tam se poleg, se ne bom javno razglašal, ampak se tisti, ki smo tam bili, vemo, kako je to, en dan pred maratonom delamo vse tisto drugo, kar ne smemo delati, recimo. Ampak ljudje prvič dobro družba žur in Berlin je kot mesto na dušo, res mesto na dušo je, mislim. In potem, ko smo šli čez 2 leti, čez 2 leti šla pa Erika z mano, in pač sem bil, imam dobro spomin glede mesta in sem se sama cek levo desno, kako ti to še veš, enkrat sem tle bil, pa sem se zapomnil, kje je, recimo, to me pač daje tako, še malo več lahko vidiš glede tega, če si pač malo bolj zapomniš, kje si hodil oziroma kaj si se videl. A imaš kakšno željo na bucket listi, kakšen poseben maraton, ki bi ga pa enkrat v življenju rad pretekel, pa ti ga še ni uspelo?
Ja, je še Pariz, recimo. Pariz imam na listi Parize, ki ga tudi Erika želi si mesto, vidite, pa Budimpešto. No, Za Budimpešto bo verjetno bom šel sam, ampak bolj je Pariz tisti. Ne vem zakaj, ampak mi je pač Eiffel stolp. Tam sem že bil na Eiffel stolp, mislim, sem že bil v Parizu, ampak sem bil samo spodaj pod Eiffelovim stolpom, ker je bilo čakati za pol ure v vrsti, pa sem nekoga nam čakal, da bom prišel gor. Bilo čisto lepo od spodaj dol gledati s pivičkom ob Novni Travci, lepo si sedel, ampak takrat je bilo še v predkoronski časi so bili, tako da se še dal zdaj namen, če sem tam lahko veselo poležavaš pa tisti zeleni travici. Kolega živi, Matej Maraton živi v Parizu in počasi pravi, da se vrača tudi življenje pod Eiffelov stolp in okoliške parke. Tako se vračamo tudi tja. Ravno danes sem sprašal, kdaj pridemo v Pariz na maraton, sem rekel v kratkem, mogoče leta 2024, če ga bodo v olimpijskem naredili tudi za ljudstvo. Tako, to je bo, tako, ja. Sicer pa, če sem imel Budimpešto lani, smo bili, priporočam, res lep hiter maraton ob Donavi, ni lepšega, da imaš dobre cilje. Ampak, da enostavno sem pri maratonih, ti si potem spet kot tekač evolviral, kmalu te je bilo videti pač na teh krožnih dirkah, Formaraton, Sladkih 6, pa seveda Celje Logarska, Kraljevska ultraška disciplina Slovenije. Koliko si jo prelafal, kako si pa tisto potem doživljal, zdaj si bil pa, kot ti praviš, sladkorček, ultramaraton, celo pa še neko stopnjo više, tudi pri monitoringu zdravja in cukra in vsega skupaj. Ja, res je. Ta Logarska, recimo, takrat sem šel na Logarska, sem šel res ultra, ta prvo sem šel tole iz serije, da Logarska direkte. Vem, recimo, priprave so bile za Logarsko, pa čisto drugačne, pa za maratone. Recimo, pri maratonu sem za sebe skrbim, vem, to gelo rabim, to tega, na ključevalnicah dobim vodo, tako da je pač lažje, ker pač so na vsakih par kilometrov, tam si podvišen od svojega suporta, je bila Erika moj suport in vem, da imam tam nekje še spravljeno v omari najdaljšo karto suporta, ki sem ga narisal, sprintal si pa, kje se dobiva z Eriko, na katerih točkah, koordinate opisane, takrat ni bilo še teh Google Map, je bilo še navadna navigacija prek avta, pa sem v koordinate pisal, pa se Erika čakala me in tiste zemljevide dolg, 1,20 m je bil dolg, zlepljen skupaj vseh kosov, še dejansko je rekla, Erika, če me sleke znajde z tega tvojega pisanja, pa se je ful znajde dobro, res me je ful dobro in dejansko to je tisto, support me je pripeljal do cilja. Če bi recimo sam šel, da bi vse to vodil sabo, pripomočke, gele, vse tole bi rabo, jaz 10 kg dodatnega ruzaka recimo, to je pa nemogoče, da laufaš pa moraš 10 kg še gor dodatnega ruzaka, to pa ne gre, pač je pa support tisti, ki te pač vodi do cilja. In dejansko recimo tudi najlepši del mi bil pa tam od Solčave, ne od Solčave, od Ljubnega naprej, ko greš recimo gor po dolini, tista Luče pa potem, tako je. Na avta, pa sem že tam v Logarski že sigurno 10-krat prej recimo, ampak sem pa tako laufal, pa gledal skale, voda kako teče, kot srce ti tako le začnejo trepetati, res mislim, full feeling, ki ga vsakom priporočam, da ga doživi, se dobro, zdaj ni več nažalost tega maratona več, ampak vsem greš lahko recimo na sprehod, vsaj del tam med Solčavo je en del, ki priješ lahko zraven čez in dejansko se splača pogledati to del Slovenije, ki je res lepe. Se strinjam, vsi na en način bomo malo pogrešali Celje Logarsko, to je neka posebna dirka, ne najlažja, ampak vsekakor pa najbolj slikovita. Ampak, pretekel si 75, kdaj pa potem ideja, da greš pa onkraj 100, da greš 100 celo odlaufati na Balaton, na Blatno jezero? Ja, v bistvu na Balaton me je Rajko, ki je organiziral Rajko, njegova žena, ki ste organizirali Sladkih 6, smo se dobili pa Rado me je prepričal, da grem prvič v štafeti. Oni so imeli štafeto, pa so dobili še enega tekača, pa me je Rajko pa Rado sta me za rokav pocukala, pa sem rekel, gremo, ajde, akcije, gremo, čisto tako.
pač bi rekel, tista štafeta je šla super, pa še sama bil zraven, samo pa še njegova žena, mislim, da je bila na glavi, da smo šli čisto tako. In dejansko tam sem videl tudi druge, recimo, ki so šli individual cel krog, takrat je bil še 212 km, je bil še štart na en drugem mestu, na polotoku je bil štart, no. In tam sem videl dejansko, wow, kaj to je, huda prireditev, Dejansko tam laufajo zdravi ljudje, pač mislim, dejansko tam sladkorčki, tako kot sem jaz padalc, jih ni. Dejansko sem se odločil, tole bom pa šel. V bistvu jesen sem šel prvo lovrsko, naslednje leto sem šel pa na ta maraton v dvojicah sem šel, 106 km polovica. Dejansko sem bil, dejansko tisto je bilo pa res nekaj dodatnega. Recimo je taka zanimiva izkušnja, kar sem bolj sprašal doktorje, kako je to mogoče, ker dejansko takrat sem bil brez črpalke, sem bil 13 ur sem rabil za tisti 106 km, brez inzulina, brez črpalke, samo laufal pa gele jedel na tistih točkah, ko smo se srečevali, cukor skozi 6 do 8, res, neverjetno je. Kako je moje presnova? V tem je problem. Če nemaš inzulina v telesu, se ti ustavi presnova. In če recimo dodajaš ugljikohidrate, ti sladkorji gor je dobro. Nekaj sladkorja ponuca mišice za svoje delovanje, ki pač deluje, ampak to je, ne vem, brez inzulina ni presnove, pravijo. Jaz sem pa jedel, pa sem sladkor normalen, ampak tukaj aktivnosti ni mogel požreti vsega sladkorja. Tako da je pač mogoče en telo, ki je posebno v smislu, da pač je njih namenjeno, da je pač, kako bi rekel, da sem prilagojen že na te ekstremne napore, da sem prilagojen na ekstremne napore, da dejansko lahko tudi naredim to zadevo. Res. Jaz sem nočni termin, najbolj strah mi je bil, sem tudi, da sem zgubil. Prvič, ko smo bili na maratonu, sem trikrat zašel, trikrat sem se zgubil, ker bi tako slabo označili, tiste puščice niso bile, pa niso bile. In to bi bilo res največja muka, ko sem po noč laufal z lučko. Zdaj tam približno sem videl, kje gre, ampak tam pol piješ na eno križišče, 3 poti, nikjer greš naprej nazaj. Halo, sem rekel, dajte malo bolj označiti. Sej nekako je šlo, ampak tisto mi je bilo najbolj strah, da bom zašel, pa sem malo kje zbudil, kakšni gmajni, pa še nazaj ne bom znal prijeti, recimo. Seveda sem pa telefon s sabo imel. Telefon smo imeli pa s sabo, če se kaj zgodi, da pač se slišimo, to je bil pa pogoj, da pač imaš telefon s sabo, ker dejansko, če tega ne bi imel, pa dejansko kdo te lahko najde tam v tistih neskončnih hranicah. Zdaj mi pa poveja, okej, vsi, ki laufamo, pa gremo na maraton, približno nekako koliko trenirati, ti si šel pa do 106, kako si pa takrat, pa koliko si treniral? To mi razloži. Za 100 km pa rabiš kakšen kilometer več. V bistvu nisem dosti povečal kilometrine, res je. Jaz sem zelo len tekač, napram, ko gledam kilometrine, koliko delajo ostali kilometrine, jaz sem zelo len tekač, zelo malo kilometrine rabim, tako bi rekel. Telo se hitro adaptira na daljše razdalje. Mislim, da sem mogoče takrat samo malo več delal še teh raznih vaj za skelet oziroma za samo konstrukcijo telesa, da sem ojačal mišice. To je bila edina stvar, ki sem spremenil, vse ostalo sem pa normalno laufal. Da bi rekel, da bi ekstra šel, dobro, sem šel enih par dolgih tekov, recimo tudi en tak lep tek, moj tekec je od doma do moje Erike v Ljubljani, 36 km, recimo, to je tudi en tako lepo doživetje. Vem, ko sem prvič kje prišel, mi je dala plakat, gor, dobrodošel, pa ti zadeve še tako, sem dobro iskal, ko sem kje prišel, sosedi so malo čuka zgledali, kvatle, en dolenček prišel, se žent v Ljubljano, Tako da imamo take prigode, tu sem takrat naredil, dvakrat več sem šel, pa ne bi šel recimo 50-70, ne, pač dejansko telo je, meni se hitro adaptira, resno, se hitro pridem recimo na tisto osnovno kondicijo, da lahko čist brez težav laufam. Da bi šel pa dlje od teh 106, te pa ni mikalo, nikoli? V bistvu je pol že korona prišla, mislim, že korona, takrat sem že pol malo zmanjšal kilometrino,
pa dejansko nimam več kakšnih takih teh daljših razdalj cilj. Mogoče, enkrat sem rekel Eriki, Šparta recimo bila recimo enkrat na vrsti, je tako enkrat v enim takim, bi rekel, želja mi je, no, ampak vem za Šparta bi mogel pa dejansko to, kar nočem delati, veliko več treninga narediti, to pa še nisem pripravljen, to k sebi žrtvovati, ampak dejansko bolj bi tisti bi parabil že kvalifikacije, se meni se zdi, že za maraton recimo, da bi že tam maraton mogel imeti določen časovni limite, da bi lahko prišel, pa še ne veš, če priješ kaj, ampak tako, no. Pustimo se presenetiti, no, mogoče pol v penziji bil. No, imam pa željo, čisto tako iskreno željo, to zdaj, kar delam, jaz pravim, veliko sladkorčkih pravim, ker se pogovarjam z njimi, pa rečem, pa ti si norc, rečejo, ne, nisem norc, pač to sem zmogel, ampak vsem treba tebi, da greš maraton. Samo pol ure laufanja ali pa 10, ko se aktivira. Sem to naredil in si dovolj za sebe naredil. In to je to. Ne rabiš biti tako ekstremen, ker tudi meni doktori mi pravijo, ker sem tudi pisal svoj blog, ti preveč, in potem se ljudje začeli spraševati, pacienti, ki so prebrali svoje doktorje, kaj ta dela, pa tu gor dol, da je preveč poudarjen, da se da in ljudje lahko zavajajo. Sem rekel, tole resnično zavajen, sem svoje izkušnje povem, vsak lahko proba. Sej pač, tudi če bo šel laufat maraton, mislim, polovička od prvič, itak da ne bo prišel do cilja, recimo, bo pač na 5-8 km odstopil, ker pač bo videl, da ne more, pač, ampak to je njegov odločitev, če misli, da bo šel. Ampak jaz nisem nikoli napisal tam, da začneš z maratonom, začneš počasi, organsko rasteš, dejansko moraš rasti počasi, kdorkoli laufa te razdalje. No, lepo si to povedal, ja. Vidim, da še zmeraj je določen odpor tudi pri zdravstvenem osebju, pri medicini, pri diabetologih, po teh mogoče daljših razdaljah, zaradi tega, ker jih je strah, da bi se kaj zgodilo. Ali jim je ta tvoja izkušnja vendarle komu tudi, prav medicinskih delavcev dala malo več informacij, pa malo več varnosti, da to morda celo priporočajo? Ja, sigurno, se je spremenilo tisti začetku, ker moja rekla ne, in z leti potem so bili in dejansko, zdaj priporočajo, zdaj dejansko vsi diabetologi priporočajo gibanje. Gibanje priporočajo. Na prvo, ker sem takrat jaz bolel, stroga dieta, strogo mirovanje, recimo, se pač jaz, ko sem odrasla oseba, načeloma je drugače, recimo, hujše, recimo, ko sem imel tako, še recimo 15 let nazaj ali 20 let nazaj so imeli recimo otroci, ki so zboleli za sladkorne bolezni tipa 1, stari recimo 80 let in sem prepovedal telovadbo, ker bo cukor padel. Recimo, kar se mi zdi zdajšnjega časa res čudno razmišljanje, ampak dejansko za tisti čas, ker sem imel toliko malo informacij, ker ni bilo nobenih raziskav, zdaj so delali razne študije, kako lahko tudi diabetik tudi več prelaufa, tega dejansko so ugotovili, da je bilo čisto napačno razmišljanje. Ampak čas gre naprej, za tisti čas je tako reklo, zdaj pa dejansko priporočajo, tudi dajo že razlike, pejte, dobro, mene ekstra več, pač mene itak poznajo na družbenih omrežjih, koliko sem prisoten, dejansko tam vidijo, da se da te zadeve pač premagati z določeno, bom rekel, trmo, vztrajanjem in si poplačam za vse nazaj. Jaz dejansko tole, kar zdaj delam, pa sem malo čez 50, sem na polno. Hvala še enkrat, ker sem 50 na polno, sem imel tvojo cifro, 50 na nočni desetki. Takrat je. No, to, kar delam zdaj, delam dejansko zato, da bom potem v starosti, ko bom recimo že v penziji, da bom še zmeraj vitalen bil, da bom še zmeraj pri 70, kakšen maraton prelaufal, bom zelo vesel bil in to je moj cilj. Dejansko čutim razliko, recimo, ko vidim marsikaterega sladkorčka, ki je tukaj star, ki jaz, pa vidim pač, kako živi, pa kako se muči z raznimi težavami, recimo, tako da mislim, da pač sem se prav odločil in pač želim vsem, da pač predvsem sladkorčki zdaj nagovarjam, da dejansko probajo gibati, ker dejansko to je razlika. To je tisto, kar nas dela razliko. Ne rabiš, ne vem, kakšne razdalje, samo gibanje, kolo, sprehod, predvsem pa iz mesta, recimo, v naravo. Slovenija tako lepa je, tako majhna, pa tako lepa, da dejansko ne rabiš iti recimo na drug konec Amerike, da bi videl svet, kako je lepe. Bil si predsednik društva diabetikov Grosuplje, je bilo pod tvojim predsedovanjem tudi kaj tekačev frišnih potem v društvu?
Ne, v bistvu ni bilo. No. Tam so večina bili tip 2 diabetiki, ker tip 2 smo imeli pohode razne, ampak da bi recimo prek društva kakšnega tekača spoznal, tisto pa ni bilo. Ker recimo tudi ta scena, recimo, ko že govorimo o društvu v Sloveniji, pa to sceno diabetesa, dejansko, že prej smo menili, da je pač stroka zelo se boji, noče propagirati te gibanje pa te zadeve, oziroma tudi ostali segment družbe, recimo, je, bi rekel, zelo zaprt za diabetes, recimo jaz rad vsakmu povem, da sem diabetik, poznam pa veliko diabetikov, ki so tudi v vrhu gospodarskih družbe in se ne upajo povedati sodelavcem, da so diabetiki, ker pač v tistih krogih veljajo drugačna pravila, ker če omeniš, da imaš eno motnjo, ne bo delo dober, takoj te odrine na stran, pa si mogoče nadpovprečno uspešen, pa te takoj odsekajo, recimo, kar se mi zdi v teh časih slabo različno, ampak verjetno je to posledica tudi ravno tega, ker o diabetesu se premalo govori in neznanje daje take pošaljne ocene, ker diabetiki nismo čisto nič drugačni, kakor ostali ljudje, dejansko samo inzulin moramo dodajati in se da normalno živeti, zdravo, uspešno, so tudi na drugih področjih uspešni diabetiki v Sloveniji dejansko, ampak je tabu tema, še zmeraj, ljudje se nočejo pač izpostaviti. Zakaj ne? Vsak ima svoje razloge, ampak vse ravno to pravim, tale naša, bi rekel, zaprtost slovenska, oziroma tako, imam zgled nekaj v duši, da dejansko ne so se odpraviti, ti si v redu, pri mene pa si v redu, recimo, malo čudna formula, ampak bo boljše, brez pravim, da bo boljše, čez čas bo sigurno se tudi ta področje odprlo. Ker še en problem je, ki ga nisem izpostavil, recimo, zdaj enkrat spomladi je bil objavljen podatek, da je v Sloveniji lani bilo rekordno število diabetikov, otrok zbolelo za diabetes tipa 1, mislim, da je številka okrog 85 ali 90, nekje tam je cifra. Jaz pa vem, takrat, ko sem zbolel jaz leta 94, in pač sem že vedel, da tudi otroci zbolijo za diabetesom, sem vprašal, koliko pa teh otrok v tem času zboli, je bilo pa številka 45. Se pravi, v teh 28 letih se število diabetikov otrok, nominalno govorim in procentih, je šlo ful gor in najhujše je to, ker dejansko stroka nima enega enotnega odgovora, zakaj je to, recimo. Ni, pač se kar pojavi, recimo oba starša zdrava, športnika, vse otrok diabetik, recimo pri 5-6 letih, recimo, res. In tu je, če bi imel eno moč na tem planetu, da bi kaj spremenil, recimo imam eno željo, da diabetes ne bi smeli dobiti otroci tipa 1 do 18. leta. Ker dejansko, takrat, ko otrok zboli, recimo poznam punčko, ki je stara 1 leto, pa so starši, pa so me obrnili tako, da so malo informacij dobili, dejansko takrat so starši skrbijo za tega otroka, dokler ni pač tako sposoben, da sam zna za sebe poskrbeti. Problem pri inzulinu je ravno v tem, če se ga daš preveč, potem pa ne poješ dovolj hrane, da bi pokril inzulin, pride hipoglikemija in to je pri teh otrocih je to res lahko nevarno, če bi sami tipkali po tistih pumpicah, ki jih imajo, in to je dejansko za te starše velik stres, oziroma ne privoščim, da ima to željo in jaz bi tudi ukinil, ker jaz recimo zbolel pri 24 letih, da sem to nora leta mladosti dal skus in hvala Bogu, da je tako bilo, če že kaj prav bilo, je bilo to, da sem tu kasneje zbolel, ker če bi še kot od 11 bil diabetike, že itak sem imela starše, razne fore sem imel odraščajoče, bi bilo pa še veliko slabše glede tega. No, če so že pri tem, ko zboliš, pa ko si zbolel, imaš zdaj mogoče, takrat si ne boš imel bolj hudo dieto, imaš zdaj še kakšno dieto ali pa se prehranjuješ pač zelo raznovrstno, pa si čemu ne odrekaš ali vendar ne? Dejansko jem vse po vrsti, kar mi paše, dejansko zdaj nisem omejen, takrat sem bil omejen, zdaj pa dejansko nisem omejen. Seveda pač pazim na količino hrane, ko pojem, ampak če mi zapaši pica, si privoščim, si da malo več inzulina in to je to. Ne vem, zakaj bi se mogel odrekati, seveda pač ne govorim, da to vsak dan jem, mogoče enkrat na 2 meseca recimo si privoščim pico, recimo, ker je pica res en tak specifičen obrok, predvsem za diabetika, ker je veliko maščob in tiste maščobe v telesu so pri nas malo dlje časa razgrajuje in potem ti sladkor ful narašča, če pa je še, ampak dejansko tle nisem nikoli imel težav glede tega, no tudi hvala Bogu, no. So pa razne, ima pa vsak svoj ritem, recimo, dejansko recimo vse pač te diete, ki so keto, pa te zadeve, ki si diabetik, super, lahko to furaš, lahko imajo
tej diabetiki super rezultate, ampak fora v tem, jaz tako pravim, keto, si vemo, kaj je to, dejansko, ko si diabetik, ko imaš iste obroke par let in dejansko potem, jaz sem probal, recimo 3 mesece sem probal paleo, sem bil tudi na tvojem predavanju, paleo prehranjevanje, super rezultati. Poraba inzulina se mi zmanjšala iz 45 enot na 20 enot, recimo, ker sem jedel res hrano z malo ogljikovih hidratov, skoraj nič, ampak enoličnost obrokov ti potem po 3 mesecih mi je bilo tako bed, da nisem mogel več gledati tistih jajc. Resno. Torej, jaz se enolične hrane hitro naveličam in zdaj kombiniram. Zdaj isto jajce jemam, pa kombiniram recimo z zelenjavo, tako razne kombinacije delave in to je pač normalen način prehranjevanja, saj za diabetika po mojem razmišljanju. Mediteranska dieta pravi, da je tista, ki ti nekako daje vse sestavine, ki rabi diabetike, pa se ni treba ničem pač odpovedovati. No, to je sigurno dobra novica za vse tiste, ki morda še čakajo na to diagnozo ali pa so jo pred kratkim dobili, ampak recimo za nas zdrave posameznike vse ostalo, ki vendarle lahko še se srečamo s to boleznijo in dobimo. Kaj bi ti, prej si že dejal, stres je zelo pomemben pa vse ostalo, česa se moramo torej zdravi posamezniki najbolj zavedati in čemu se izogibati, da nam sladkorna bolezen ne bo prekrižala življenjske poti? Ja, to je pač več odgovorov oziroma težko dam enoznačni odgovor na to vprašanje. Dejansko gibanje, stres, zdravo prehranjevanje, to so osnovna navodila za vsakega zdravega. Če se to pač nekako krmariš v svojem lifeu s tem zadevami, ni težav, ne boš nič fasal. Seveda pa življenje ima razne presenečenja, pa tudi če fašeš recimo diabetes, zdaj ni več tako grozno, ker dejansko zdaj pri pomočkov raznih medicinskih veliko je tudi čisto drugačno življenje s tem in se tudi da kvalitetno živeti. Je pa res to, recimo v moji familiji nobenega ni bilo v moji familiji z diabetesom tipa 1, ker sem jaz zbolel, recimo imam en tak zanimiv primer še za ostale, kako je diabetes čudna zadeva. Jaz sem zbolel 1. februarja leta 1994, mislim, sem bil hospitaliziran v UKC-ju. Naslednje leto, 1. februar leta 1995, je bil pa še moj brat hospitaliziran v KC-ju. V roku enega leta pri isti starosti sem bila hospitalizirana. Imam pa še sestro, mlajšo 5 let, je pa zdrava, pa nema recimo. Takrat vem, ko so bila brata, pa to so nam seveda brata gor dol, tiste vse peskave, ne vem kaj, niso se gledali, kri sva dajala vsake 14 dni, da so gledali, kje so tiste skupne točke oziroma ne vem kaj, družinsko zgodovino gledali, če kakšen diabetik to dol in so tu vse podatke imeli in gledali, če bo kje ugotovili, da je tudi pač ta diabetes tipa 1 dedene, pa ni. Tip 2 diabetes, nažalost, je pa dedene. Če imaš tvoji starši diabetes tipa 2, je velika verjetnost, da boš tudi ti v starosti dobil tipa 2. To je pač še en tak informacija za vse zdrave, da pač nisi... Kdo je bolj podvržen temu, kdo manj? Mogoče veš, koliko je vseh diabetikov, koliko vas je v Sloveniji? Mislim, da je tam nekje zdaj ocena okrog 140 do 150 tisoč registriranih, se pravi 120 tisoč jih je tip 2 na tabletah, od 30 tisoč nas je pa tip 1 diabetikov. To je ocena. Bil je problem, ker živijo recimo ljudje med nami, ki pa dejansko imajo že povišen sladkor, pa sploh ne vejo, da ga imajo recimo, ker ne grejo na preventivne preglede, recimo, ki jih pokličajo te ambulante zdravnikov in pač kjer ni res hudih zapletov, se potem šele kasneje odkrije. In ta čas je problem. Recimo ti imaš recimo sladkor lahko že 5 let povišen, 8-9, in ko prideš recimo do zdravnika, da ugotoviš, da nekaj ni narobe, da je nekaj narobe, ugotovijo že dejansko, da ti rečejo, kje pa ste bili gospode, ima že določene posledice. Čas je pomemben, čim prej odkriti, da se sladkor normalizira, ne pa da čakaš recimo 5-6 let ali pa 10 let, preden prideš do zdravnika, ker pol v telesu se že razne spremembe dogajajo. Predvsem se pravi moči so, ledvica, žilice na nogah recimo, to so te osnovne zadeve, ki ti res ima veliko diabetikov težave pri teh stvarih.
Ja, poznamo diabetike, ki so slepeli, ki so jim noge odrezali, ki so bili na dializi. Pa ne samo stari, tudi mladi. Tudi mladi, tako. Najbrž, danes je diagnostika oziroma preventiva zelo enostavna, zelo lahko si pomeriti sladkor. Praktično vsakdo si ga lahko sam doma pomeri, pravce so poceni in tako naprej. Kmalu bomo na telefonih te aplikacije. Jaz pravim, da bi mogla vsaka družina v Sloveniji imeti merilec krvnega sladkorja, tiste listke, da si enkrat na par mesecev pomerijo ob kakšnih čudnih zdravstvenih stanjih, pomeri si sladkorje in če je vse ok, v redu, če pa ne, pa bi takoj lahko zdravniku povedal rezultat in jih pošljajo na nadaljnje preiskave, da se ugotovi ali je diabetes ali je samo začasno recimo ta prehranjevanje. Je pa zanimivo, še ena taka tole v ta kontekst, sem dal svojih hčerki senzor nositi, ta senzor, ki ga imam tele gor, pa se ga vidi. Ja, zelo dobro, ja. Sem dal njej, da vidim, kako pri zdravem človeku sladkor reagira. Res to mi je zanimivo izkušnja, čisto tako en teden ga nosila punca in sem rekel normalno, je ona itak zdrava, je športnica bila, je košarko igrala v Ježici, punca, zdaj že malo starejša, to je bilo že 5 let nazaj, mesec, ko sem to naredil. Ampak zanimivo je bilo, ko sem njen graf gledal. Ona ima ravno črto, okrog 5,5, tako normalno, ker začela pa jesti, recimo pač jedla kosilo ali pa sladkarije, karkoli, je šlo sladkorje na 8 in v roku 1,5 ure spet padel na 6, recimo. In tako je tisti kripčki so bili, kripčki, tako. Zanimivo, ker dejansko recimo tudi tebi, Marko, ki recimo greš jesti sladkorje, recimo na 7 ti gre, recimo pač. Spet dol pade, recimo normalno, tako kripčki ti dela, tako Ampak point je v tem, recimo jaz pa, ko grem jesti, mi gre sladkor tudi na 8, iz 6 na 8, 9, ampak mi tam ustraja še 2-3 ure, se pravi, v roku 4 ur prideš še spet na 6. Ker imam inzulin umetni in nažalost je ta inzulin umetni, ko bi rekel, je najboljši, kar se jih da dobiti na trgu, ampak je še zmeraj veliko slabši napram človeškemu inzulinu. In enigma vseh teh firm, ki to raziskujejo, kako bi naredili identičen inzulin, ki je pač v telesu, ga pa ne znajo narediti. Ker pri presnovi inzulina oziroma teh zadev v telesu sodeluje od 150 do 170 hormonov različnih. To je, mislim, naše telo, je rekel, ena taka fascinantna mašina mati narave, dejansko so časi, recimo, jaz pač tako razmišljam, zdaj, ko sem recimo diabetik, pa sem marsikaj o tem prebral, dejansko za vse ima poskrbljeno. In se da rešite, ampak prije pa enega dražljaje preveč v telo, prek stresa ali pa preveč hrane, ko se ti pa začne rušiti sistem, se ti pa poruši dokončno, recimo. To je pač ta point. Uživajmo v zmernosti, ne pretiravati v vseh zadevah. Glede na to, da ste zelo informativen sogovornik, da zelo artikulirano govoriš, so te vabili, te morda povabijo kdaj, morda tudi kaj povedati, kaj popredavati, izkušnje svoje deliti o diabetesu in teku na vse zadnje. Ja, jaz delam v šoli v Grosuplju in sem pač enkrat na leto imam dogovor z psihologom pa socialno delavko, ki imajo 8. razred dan dejavnosti in predavam jim o diabetesu in zdravem življenjskem slogu, recimo, sem eden od predavateljev in takrat sem cel dan v razredu, in pač otrocem govorim o 8. razredu, kako je živeti z diabetesom, povem svojo zgodbo, malo filmčke pogledajo, take zadeve. In so otroci, bi rekel, zelo odzivni oziroma samo, ko bi rekel, tisti podatek, ki povem, da tudi njihovi vrstniki lahko zbolijo za diabetesom, takrat so najbolj šokirani, recimo, ker dejansko v šoli tem zelo malo slišijo, kaj ti ena diabetes, pa tako osebne izkušnje, čisto drugačne izkušnje, pa se itak v šoli me vsi poznajo, da me tiste zmeraj neki gledam na telefon, kaj imam sladkorje. Zadnjič me en mulc rekel, ti si pa dosti na Facebooku. Mulc, zafrknil si se, pa mu pokažem, cukor gledam. Ja, lej, veš, kako je to? So tudi nagajivi fantje, so nagajivi, smejala so se potem. In dejansko je bil ful zanimiv odziv otrok na te podatke in dejansko sem rekel, če boste samo zapomnili si par stvari iz tega predavanja, da pač tiste znake za diabetes, kakšni so, pa boste recimo videli svojo mamo ali pa kakšnega drugega, lahko poveš gor dol in boste že marsikaj odnesli. Odlično, super, Raf, tole je bilo, rekel, noro, informativno, noro, zanimivo, minilo, urca pa pol,
bo šla že mimo. A že? Ja, ura je noro, kako hitro. Pa to bi še imel da povedati. Vseeno za konec mi povej, rekel si že, greš na trojke, Ljubljanski maraton, seveda. Kje se še vmes lahko srečava na teku, evo pa te kdo še spozna zdaj, ki te je videl tudi na tem podcastu? Misliš, glede tekov? Recimo, imaš že kakšen plan, morda še kam? Ja, zdaj nemam. Pač, bil bom pol jesen, bom imel verjetno. Tele trojke grem še, pač potem naprej Radenci ne grem, naprej po že junij, imam že druge obveznosti, imamo kar nekaj dela doma še, imamo še zidarska dela, fasada treba še popraviti pa ti zadeve, tako da letos mogoče malo bolj polet pauziral glede tega. Ampak na jesen, ko pride, se pa že sigurno na Ljubljanski maraton pripravljam. Sem intenzivno, malo bolj resno pripravil, že enkrat sredi julija bom začel s pripravam. Mislim, več kilometrij ne moram dati, glede tega, da bo šlo malo lažje oziroma da malo bolj pripravljen bil. Ko imaš zmeraj željo pod 4 urami recimo iti maraton, recimo, tako da to je pač tista razlika. Ko mi tekači, rekreativci pravimo, če si pod 4 ur zmogel, potem si želel dober facaj. Oni več s tabo češen zobati, ja, prav imaš, Raf. Vseeno, no, evo, zdaj so ljudje to poslušali, marsikoga še kaj zanima, kje pa te lahko vseeno dobijo, kam te lahko pišejo, kje te lahko poklikajo na socialnih mrežah? Imam Facebook, imam in Instagram imam, pač sem aktiven, pa tudi na Twitterju sem aktiven, tako da lahko tam me najdejo pač pod mojim imenom, lahko tudi privatno piše, recimo, če ne ve kakšnega vprašanja, direkt glede diabetesa se da pač dam. Recimo, jaz tudi veliko, recimo, tale moja Dia Close Loop zanka, ki je zdaj že 3 leta furame, ki sem se sam sestavil, iz neta sem dol po programe potegnil in potem to zadeva nekako tehnično uredil. Tudi veliko drugim diabetikom pomagam, ki imajo podobne sisteme in pač tale pomoč, recimo, s trpinom, ker recimo, jaz sem tehnično zelo, pač te stvari me zanimajo, recimo, sem tehnično zelo podkovan glede diabetesa, ker tukaj imaš tudi nekaj predznanja rabiš in pač ljudje, ki uporabljajo, se jim zgodi kakšna napaka, mi na Viberu kliknejo, pač povejo težavo, pošlje sliko in govorim, kaj se da rešiti oziroma se da to vse nadaljavo rešiti. Čeprav recimo ljudje mislijo, da se ne da rešiti teh zadeve. Bravo, super. Rafael Ziher Al-Raf je bil moj gost, spoštovane v 93. epizodi podcasta za Gre za tek. Raf, hvala ti še enkrat. Na tebi. Super bilo. Enako se strinjam. Ok, drži se. Ostani za Gre za tek in za življenje. Se vidiva tam zunaj. Hvala. Ok. Čau. Čau.